Začenja se torej 1. julijski vročinski val. Danes so bile temperature še nekoliko bolj znosne, hladile so nas tudi sapice vetra, a že v prihodnjih dneh se bo dvignilo tja do 35 stopinj, vroče pa bo vse do naslednje sobote. In kako se hladijo tisti, ki svojih nog še ne namakajo v morju? Senca in pijača sta odgovora večinoma vseh, ki so se danes popoldne zadrževali ob Ljubljanici. Pa je denimo ledeni čaj res pravi odgovor na vročino, ali bi telo bolj ohladili denimo s toplim čajem? Kaja Kobetič. Ste tudi vi eni tistih, ki si na razmeroma vroč poletni dan, kakršen je bil današnji? Piše, da je 29 stopinj, kar sicer ni tok, ne? Naročite pijačo Z veliko ledu, prosim. Dobite. Hvala. da bi se ohladili pred vročino. Pivo, brez alkohola ali pa alkoholno, kakor zapaše komu. Ker hladno, z ledom, ja. Ob vseh drugih ukrepih je to kar stalnica, pripoveduje vodja lokala ob Ljubljanici. To je pri vsaki pijači glavno. Prosim, veliko ledu, veliko ledu. Pri nas se največ proda, to se pravi domači ledeni čaj, limonade z okusi, ledene kave. A ne pri vseh gostih, dodaja, predvsem pri turistih je namreč v porastu naročanje, to se pravi toplih napitkov, zelenih, črnih čajev. Kar pa v takšnih dneh, pa čeprav se morda tako sliši, ni nujno tako nenavadno. Naše telo res, ko zaužije neko toplo tekočino, tudi juho, naprimer, če bi jedli, na nek način sproži mehanizme ohlajanja, pospeši znojenje in na ta način v bistvu ohladi svoje telo, ampak vedno stremi k homeostazi, se pravi, ne bomo mogli zdaj ohladiti telesa pa spet prenizko. Kar pomeni, da na dolgi rok bistvenega učinka ne bo. Prav nasprotni učinek pa ima izjemno hladna pijača, saj telo na občutno hlajenje reagira s segrevanjem, pojasnjujejo dietetičarji, zato najbolj primerno je, da se ohlajamo s pijačo sobne temperature, nekje med 15 do 20 stopinj. Nič mrzlo, zato ker vem, da to ni dober. Ja, čas sem to počela, zdaj ne počnem več tega. Ko pridemo v leta, smo malo bolj previdni in pametni. Takšne ali drugačne načine hlajenja bomo sicer iskali še teden dni, ko bo sonce najbolj pripekalo. Danes nam je še nekoliko prizanašal veter, v prihodnjih dneh pa bodo temperature, te občutene temperature dokaj podobne tistim izmerjenim, morda kakšno stopinjo več. Je le poletje, ne? Smo kar pogrešali sonce. Ne bo pa prav posebej, da bi pa šli v kakšne ekstreme, tako kot smo šli 14 dni nazaj ob tistem puščavskem prahu, ko se spomnimo, da je bilo zunaj zelo soparno, čeprav smo izmerili 32-33 stopinj. Če se ne motim, pa je bila občutena temperatura tam okoli 37 stopinj. Zato bo, dodaja, ta vročinski val vsaj v tem pogledu nekoliko bolj znosen.